Gospa Mrvič, bi lahko prosim v kontekstu tega, o čemer se danes pogovarjamo, povedali še, kako je z obvladovanjem bolnišničnih okužb, tudi glede na logistiko, glede na pogoje v bolnišničnih prostorih. To je zelo velik izziv. Zdaj, prva zadeva se začne že v bistvu pri kadrih, pravzaprav delo nas, ki pač delamo na tem področju, v bistvu je zelo težko, zato ker dejansko ni zanimanja sploh, smo zelo okleščeni, se pravi 1,5 zdravnika obvladujemo 2000 postelj v UKC-ju, kar je v bistvu praktično nemogoče. Tako da sem rekla, hvala Bogu, da pravzaprav imamo na oddelkih res dobre odnose z osebjem, ki nam pomaga pri teh zadevah, da zadeve nekako uredimo. Je pa tako, da kar se tiče infrastrukture, smo zelo omejeni in pravzaprav moramo res začeti z bazičnimi zadevami. Se pravi, edukacija, higiena rok, kdaj se to izvaja, v bistvu kako pacienta naučiš, da se on roke umiva, kje se pacient lahko giblje, vse te zadeve. Svojci so tukaj v bistvu za dodatno edukacijo, tako da res ogromno dela vložimo v to področje. Se pravi, infrastruktura takšna, kakršna je, iščemo potem najboljše rešitve individualno, glede na to, kakšnega bolnika imamo. Je pa huda težava, kot sem že rekla, pač mi smo končna postaja. Mi dobimo dejansko bolnike, ki so najbolj bolni iz cele Slovenije, se pravi, ki so že nekje bili, mogoče tam kaj pridobili, pridejo k nam, potem v bistvu so tukaj dolgo časa hospitalizirani, istočasno smo pa še regijska bolnišnica. Zdaj, ko bo naval, ko se bodo začele respiratorne okužbe, pravzaprav bo zelo težko v bistvu te zadeve nekako obvladovati, ker bo pritisk na urgentne ambulante in na sprejeme zelo velik, kako pravzaprav obvarovati bolnike pred dodatno okužbo. Zdaj lahko tudi povem, lansko leto, ko smo pač presečno raziskavo delali, vsak 10. bolnik pri nas je imel dejansko bolnišnično okužbo, skoraj 10% tega, tako da smo pravzaprav v številkah relativno slabi, ampak v kontekstu, kar sem vam pa povedala, dolga ležalna doba, starejša populacija, premestitve iz drugih bolnišnic, mislim, da pravzaprav delamo še zmeraj zelo dobro. Tako da nekako upam, da bomo na tem trendu tudi ostali.